Srednjeveška književnost Dante Alighieri, renesančna književnost Miguel de Cervantes. Pa sej znaš. Ja, zdaj znam, ampak ko sem dejansko vprašan, pa ratem toliko živčen, da vse pozabim. Sam temo imam pred očmi. Ja, pač ne rata živčana, ne? Hvala za nasvet, Sara. Ko bi se vsaj sam tega spomnil. Pa sej ti bova pomagala, če ne boš znova, ne? Sam ne preveč na glas, ko bo vse slišal. Brez skrbi, imava midva svoje metode. Pa ne ga provocirati, srajco. Nič ne bom rekla. Resno mislim, Sara. Ostati mora dobre vole. O, dober dan, profesor, kako smo? Dober dan, profesor, koliko imate pa lepo srajco, toliko vam paše k vašim očem. A to ste si jo sam zlikal ali vam je mami pomagala? Sara, Kaj vidva delata tukaj? Danes samo Dinko popravlja. Midva sva tukaj za moralno podporo. Mislim, da je ne rab. Kar pojta ven. ne, jaz rabim to moralno podporo. Prav. Ampak takoj, ko bo eden dvaju rekel nekaj, gresta oba dva ven. Jasno? Kristalno jasno. Jasno kot poletni dan. Jasen kot frišen umita okna. Jaz bi na vašem mestu že zdaj začel delati na tem konceptu tišine. Delati na konceptu tišine ali da sva dejansko tih? Kaj misliš? Druga možnost. Ja, ok, štekam prav. Ok. Dinko, a si pripravljen? Ja, ne, ampak kaj pač ima zdaj? Torej, midva imava pregled književnosti od antike do vključno 20. stoletja. A pa ste vi zihar, da bo vse to na maturi? Ja, Koliko zihar? precej. In imamo tudi lepo slovensko besedo za zihar. Fiks, primer uporabe. Jutr bom fiks zaspal v šolo. Žiga, še en primer uporabe. Jutri boš fiks vprašal slovenščino. Znam brat med vrsticami, delam na konceptu tišine. Dobar. Dinko, pa deva. Sama, profesor. Ok, eno lahko vprašanje, prosim. Ja, pa deva reči, da bo tako, ki bo po vsej verjetnosti na maturi. Aha. Greva kar direkt na 20. stoletje. Sam jaz sem se pa učil bolj stvari od začetka. Antiko, pa te renesančne fore, pa to. To je sicer odlična, Dinka, ampak na maturi bodo po vsej verjetnosti tudi te druge fore. Kako pa vi to veste? Kaj ste jasnoviden? Tako kot Žigova frišen umita okna. Ok, pa dajmo to 20. stoletje, no, če ni drugega. Naštej 4 avantgardne smeri v literaturi. Kva? Kje ste pa to najdli? V učbeniku. A res? Fascinantno. Ja, pa deva reči zanimiv. Če smo že ravno pri slovenščini. Te smeri, to so te izmi pa to. Ja, to so ti izmi pa to. No, ena izmed avantgardnih smeri je daljnoizem. Daljnoizem. A ni? Ne. Aha, kaj pa medvedoizem? Medvedoizem? Resno? Futurizem, Dinko, futurizem. Ja, kako pa je to futurizem? Ja, pač to gledaš v prihodnost na Luno, a ne? Ja, in kaj na Luni dela medved? To ni medved, to je astronaut, kaj s tabo? Halo, na Luni smo prestali leta 1969. Ja, futurizem je pa nastal leta 1909, ko še nismo bili na Luni, a ne? Zato pa futurizem. O, res? O, lepa. Profesor, ena izmed smeri avantgarda je futurizem. No, bež. Sara, ven. Pa zakaj moram biti jaz ven, če on ni vedel? A si ti vprašana? Ne. A pa bi rada bila? Ajde. Če mi takoj zdaj ne poveš preostalih 3 smeri, bo v tvoji redovanci vstal cvek. Žiga, vidim te, ven. Ajde. Čaki, katero smer si pa kazal? V skodelico kave sem dal kocko, angleško cube, kubizem. Ja, škoda, da nimate pantomime na maturi. A ne? Ven. Čau. Profesor, druga avantgardna smer je kubizem. Druga ocena v tvoji redovanci je pa še en cvek. A ste užaljeni zaradi srajce, a ne? Vse to ni nič tazga, meni jih pa oči lika. Ven! Ejla, prof, a imate vi kak skrit talent? Ne, da bi vedel. Ti? Ja, mislim, da znam zelo hitro spraviti ljudi ob živce. Ja. Ja, to ni toliko skrit talent. Ne. Kaj je pa vaš skrit talent? Napište v komentarje. Ja.